hvala za povabilo. To je res lepo. Tudi hvala poslušalcem, ja, vidite. Tudi tistim, ki so online, ki jih pač jaz ne vidim, se zahvaljujem za obisk. Torej, ja, to je danes res bolj tako, res najnujnejše, torej ne bomo mogli priti do dokaza oziroma do kakšnih idej za AKS algoritem, ki je pač kronski rezultat v tem področju. Vendar vseeno lahko povemo veliko zanimivih stvari. Tako to podobno predavanje, skoraj podobno, nekaj sem dodal, sem imel na teh dnevih, ko so imeli, to je bil samo en dan, ta dan, ko so dijaki gimnazije Koper prišli sem, tako da sem jaz v 2 urah to jim povedal, tako z odmorom, danes bomo probali iti hitreje, torej se oproščam, nekatere stvari gor so znane vsem matematikom, sam vseeno sem jih pustil, tako da upam, da ne bo to problem. Je pa to, kar bom danes povedal, sem vključil v predavanja teorija števil, ki sem jih imel za študente 3. letnika tukaj na tej fakulteti, FAMNIT-u. To, kar pač ni standardno, torej to sem dodal kot pomemben, pa vseeno dostopno poglavje v teoriji števil, ki se še danes uporablja in se tudi razvija. Torej, ja. Okay. No, pa gremo zdaj z osnovno definicijo, to vsi poznamo, kaj so to praštevila. To je naravno število večje ali enako 2. Praštevilo, če ima natanko 2 pozitivna delitelja, to sta 1 in n. To sta trivialna delitelja. Ostala naravna števila, večja ali enaka 2, se imenujejo sestavljena. Torej, v tem primeru 1 je posebno število, ni ne praštevilo, ne niti sestavljeno, tako da enko damo ven. Torej, vemo prvih 10 praštevil, to smo se pač naučili že v prvih razredih osnovne šole, so tukaj, 2 je edino sodo praštevilo, vsa ostala so liha. Zdaj imamo pa nekaj osnovnih vprašanj. Torej, zakaj so praštevila pomembna, zakaj bi človek to sploh delal, Pol, ko imamo to, ko vemo, kaj je to definicija praštevil, koliko jih je, a jih je končno, neskončno, kaj lahko povemo o njih. Pa tudi tretje vprašanje, ki je tema tega seminarja, je, kako določimo, ali je dano naravno število praštevilo. Torej, zdaj, tlele sem dal citat iz Disquisitiones Arithmeticae, to je znamenito delo Karla Friedricha Gaussa. Vsi poznamo, to delo je začetek sodobne teorije števil, tako kot recimo Evklidovi elementi za geometrijo in za cel od starega veka dalje, je to delo pomembno za teorijo števil. In tu imamo ta citat, zdaj si lahko preberete, se oproščam, je v angleščini, nisem prevedel. Torej, da je to, kako določimo ali je dano naravno število praštevilo, je bilo za Gaussa zelo pomembno vprašanje. Ja, tukaj tudi tlele, torej, ali je praštevilo, torej, da ni sestavljeno, pa tudi, da vemo mogoče, kako bi našli prafaktorizacijo, če rečemo, lahko določimo število ni praštevilo, pol je sestavljeno, imajo faktorizacijo. Kako najdemo zdaj? Od tega citata, ki je bil v knjigi iz leta 1801, skoraj to je malo več kot 200 let kasneje, so pokazali, obstaja učinkovit algoritem za določiti, ali je število sestavljeno ali ni. Odgovor na drugo vprašanje je še vedno nerešen, ne vemo, če obstaja učinkovit algoritem, ki bi to rešil, vendar z kvantnimi računalniki se bi to spremenilo. Poznamo tako imenovan Shorov algoritem, reši tudi to vprašanje, samo je kvantni,
kvantnega delujočega računalnika, ki bi to bil tako, ki bi bil v praksi dober, še nimamo. Tako da, ja, so še odprta vprašanja, Gaussu se niti sanjalo ni, kam da bodo taka vprašanja bila zelo, zelo pomembna izven čiste matematike, seveda on je to smatral v kontekstu aritmetike, algebre, to je čiste matematike. To je bilo še pred razvojem računalnikov. Ok, torej, zdaj, osnovni rezultati imamo Evklida, to vsi poznamo, torej, če je n večje ali enako 2 naravno število, zmeraj obstaja praštevilo, da je to število n deljivo s tem praštevilom. To se sliši enostavno, vendar pri tem, seveda, zdaj, ki poznamo osnovni izrek aritmetike, se nam zdi to tako zelo trivialno, Samo vseeno je to pomemben izrek, s katerim pol lahko zgradimo celotno elementarno teorijo števil. Poteka pa z dokazom popolne indukcije, tako da je dober primer tega. Drugi izrek, tudi pripada Evklidu, obstaja neskončno mnogo praštevil, torej on je bil prvi, ki je pokazal, jih je neskončno mnogo. To je znameniti dokaz, gre z protislovjem, ki zdaj rečemo produkt končnega števila praštevil plus 1 in tako pridemo do protislovja. Ok, pol pa imamo, torej tle sem Gaussa dal, vsi vemo osnovni izrek aritmetike, torej obstaja prafaktorizacija, torej zapis produkta na potence praštevil. To je bilo poznano že, po moje že Evklid to vedel, ja, če je vedel prvo, pol faktorizacija ni bila tako težko priti do tega koncepta. Samo zdi se, pač iz zgodovine matematike, da je bil pa Gauss prvi, ki je to trditev, da se da zapisati kot potenco praštevil in da je tak zapis enoličen pri tem pogoju, to se tudi reče kanoničen zapis, je pa bil on prvi, ki je v Disquisitiones aritmetike to zapisal in tudi podal dokaz, ki ga še danes uporablja. Zato sem dal Gaussa, čeprav to je bilo znano že pred Gaussom vsaj 2000 let. To je zdaj, tukaj imamo recimo primer, kakšna je taka kanonična prafaktorizacija. Zdaj, to je enostavno število, relativno enostavno, majhno. Zdaj, predstavljajte si, da imate število s 500 števkami, 500, A bi zdaj lahko našli tako faktorizacijo v hitrem času, recimo v polinomskem času, glede na količino zapisa? Je še zmeraj vprašanje, še ne vemo. Ok. Zdaj, sem rekel to praštevila in njihove lastnosti. Evklid je dokazal, praštevil je neskončno. Zdaj, ok. Lahko se bi pa vprašali o njihovi gostoti. Torej, zdaj, tlele damo to funkcijo štetja, praštevil pi of x, to je tista število praštevil, ki ne presegajo realnega števila x. Torej, tlele imamo nekaj takih primerov. Ok, in zdaj Gauss in Legendre sta domnevala tam okoli leta 1800, takrat, ko je Gauss pisal svoje znamenito delo, sta domnevala, da velja to. To je tukaj sem sam zapisal za dijake, vsi poznamo definicijo limite. Zdaj, to je bila domneva. Legendre je malo podobno domnevo postavil, ni čisto tako, pač z neko konstanta je vseeno ena. Gauss je pa na podlagi Vegovih logaritmovnika, naš Vega, Juri Vega, je imel poleg v logaritmovniku je imel tudi tabelo praštevil in tisti čas ta tabela praštevil je bila najbolj izčrpna. To je rekord postavil. In Gauss je s preštevanjem, koliko je za to tabelo in pol empirično pi of x, bil je zelo dober računar, postavil, da bi to moglo biti. Zdaj, kako to vemo, da je res uporabil Vegov logaritmovnik, je to omenil v pismu Enkeju. Torej, je zapisano, dejansko imamo arhiv, da je uporabil Vegov logaritmovnik. Samo to je bila domneva, zdaj to se je videlo mogoče, kako to dokazati. Legendre je dokazal šibkejši izrek tlele,
To ni težko pokazati, recimo v mojem predmetu je bila to ena od domačih nalog, smo imeli. Ok, zdaj, to je bilo znano kot praštevilski zakon, ne? Dokaz je bil pa podan skoraj 100 let kasneje, ne? To je francoski matematik Hadamard pa belgijski Pouzin, sta z uporabo kompleksne analize in študija te funkcije, ne, ki je pač moje področje raziskovalno, sta pokazala, da praštevilski zakon drži in temu se zdaj reče praštevilski izrek. Torej, Riemann je v svojem članku leta 1859, samo en članek z področja pač teorije števil, manj kot 10 strani, ne, je dokazal, da je funkcijo zeta, ki je bila znana že pri Eulerju, ne, vsaj 100 let pred Riemanom, da jo je moč analitično razširiti na c brez ena, torej v točki S enako ena ima ta funkcija enostaven pol z ostanko ena, ravno takrat se je funkcijska teorija kompleksne spremenljivke začela znatno razvijati, a ne Cauchy je bil takrat, in so imeli več orodij, ker pred Riemannom so to študirali, to funkcijo v realnem, ne, ta S je bil samo realen. Pol so pa to razširili na kompleksno in seveda razširitev na kompleksno je dala več uvida v bistvo problema, ne. Torej, bilo je, da distribucija praštevil je zelo povezana z ničlami zeta funkcije in tega se je Riemann zavedal, ni mogel še pokazati rigorozno, ne, Delavallee, Pouzin in Hadamard sta to pokazala rigorozno, samo se je zavedal, da ničle vplivajo. Tudi v tistem članku je izrazil domnevo, da so vse tako imenovane netrivialne ničle ležijo na tako imenovani kritični premici, to je, da imajo realni del ena polovica, to je znamenita Riemannova domneva, ne, torej nekaj, kar še ni dokazano, je pa eden najbolj znamenitih odprtih problemov. Kako je to povezano s praštevili? Ja, torej, Hadamard, Delavallee, Pouzin sta pokazala to, ne, zdaj, to je mogoče samo na hitro ta integrala, ne, tukaj, ta integral je asimptotično ekvivalenten x over log x, ne, to, da to pol pride praštevilski izrek iz tega avtomatično sledi. Trenutno najboljša ocena je to je Vinogradov in Korobov, sta to tam v 50 letih naredila. Seveda, v primerjavi s kaj nam pa Riemannova domneva da, ne, je pa to zelo šibko. Tako da Riemannova domneva, ta ostanek je zelo dober. In dejansko se ga kaj dosti ne more popraviti, ne, vsaj ta ena polovica, ne, x na ena polovica, kvadratni koren od x, ta ena polovica pride od ničel na kritični premici, realni del ena polovica in se ga ne da kaj dosti popraviti. To je tudi pokazano, ne, da koliko se ga ne da popraviti. Tako da ja, to domnevamo, da je pravilnost. Dokaza pa še ni. Dejansko to je ekvivalentno Riemannovi domnevi. Če bi kdo to dokazal, pol Riemannova domneva tudi sledi sem. Ne eno, ne drugo se ne vidi, da kaj bi bilo lažje, ne? Oboje je zelo težko. Ok, zdaj sem omenil, dobro, to je bila matematika 19. stoletja, recimo, ali pa Vinogradov, Korobov 50 leta prejšnjega stoletja, ne? Zdaj, kje pa zdaj praštevila dejansko v uporabi pridejo, ne, tako v vsakdanjem življenju, ne samo v šoli, ne, je pa najbolj tak primer je RSA kriptosistem, ne. Tukaj je napisano osnovni potek tega kriptosistema, ne, to je v povezavi s kriptografijo, če koga bolj zanima, si lahko tlele prebere v tej knjigi, je dober uvod v to snov. In tle v prvem postopku, kako generirati public in pa private key, ne, ki sta tukaj, rabimo recipe je
ne generiramo dve veliki praštevili, P in Q. Dve veliki praštevili. Zdaj ravno 13 pa 17 to ravno ne bo šlo, ne? Zdaj, veliki praštevili danes bi pomenilo okoli 500 mestno število, ne? Kako zdaj to najdeti? No, zato so pa praštevilski testi, pa povsem probabilistični. Torej, da najdemo te dve praštevili, uporabimo stvari, ki jih bom zdaj pokazal, ne? Vse ostalo se da lepo zračunati, ne, tukaj te stvari z Evklidovim algoritmom, ne, in zdaj, public key ima N, ki je produkt teh dveh praštevil, zdaj jaz, ne, private key, to imam jaz, je P pa Q, to vem, ne, sem jih zgeneriral, oziroma mi je nekdo drug, recimo, ne, P pa Q ima, ne, pol jih zmnožim, dobim N, N je ogromno število, ne, zdaj, če bi kdo lahko v polinomskem zelo hitro razstavil moj N, ki je public, jaz vam lahko dam ta N, če bi znal narediti prafaktorizacijo in bi dobil pol avtomatično ta dva praška, prafaktorizacija N-ja bi bila samo P pa Q, pol ta sistem ne bi bil kaj dosti varen, ampak ta problem, da imamo mi to faktorizacijo ali ne, da lahko to naredimo v polinomskem času, ne vemo, in to je prvi tak obstakel, da bi bil ta algoritem hitro, da bi bil ta sistem, da bi ga lahko naredili neučinkovitega. Torej, to. Zdaj, s kvantnim računalnikom bi se pa to dalo, zato pravijo pol tako posplošeno, da z nastankom uporabnega kvantnega računalnika RSA sistem, kriptosistem ni več toliko varen. In problem je ravno to, razbit N. Tu je problem. Zdaj, na srečo, ko bo kvantni računalnik narejen, imamo tudi kvantno kriptografijo, tako da ki bi pa kvantni računalnik ni zmožen v doglednem času razbiti, tako da imamo pol rešitev že narejeno. Računalnika še ni. Ok, to je bilo kar leta 1977, to je takrat približno, ko se je tudi metode, resne metode za določitev, ali je neko število praštevilo ali ne, začele razvijati šele takrat. Ok, to je zdaj. Gremo na test praštevilskosti. Torej, želimo najti učinkovite algoritme, to je časovna zahtevnost polinomska funkcija na parametru velikosti vhodnega podatka, torej sem rekel 500 mestno število, torej N v tem primeru bi bilo, N je naše število, zdaj, da je pa 500 mest, to pa lahko pridemo z logaritmom, to je pa sorazmerno logaritem N, tako da pol to pomeni, da moramo najti algoritme, kjer bi bila časovna zahtevnost logaritem polinomska v logaritmu od N-ja. Torej, če dobimo same logaritme v mojem časovni zahtevnosti, to je super. Ok, torej imamo dva odločitvena problema. Praštevila, za podano naravno število ali je N praštevilo in dual tega problema sestavljena števila. Torej, ali je za podano naravno število N sestavljeno. Če vemo odgovor na eno, vemo tudi na drugo, vice versa, sta dualna. Ok. Torej, poglejmo si zdaj osnovnošolsko metodo, recimo prvo, kako bi to tako na hitro, za majhna števila naredili. Zdaj, očiten postopek bi bil, da bi preverili, ali katero od števil D med 2 pa N deljeno z 2, s floor, deli N. Ok, če tak delitelj obstaja, N je sestavljeno, drugače pa je N praštevilo, to je očitno. To je to, kar smo delali v osnovni šoli. To je recimo tak začetniški programerski krožek, imamo tak enostaven test, to je tlele en tak while loop. Ok. Zdaj, ko imamo to, je dobro tudi zdaj pogledati časovno zahtevno. Zdaj imamo to napisano lepo, pa gremo pogledati, koliko je. To je samo razlaga, to poznamo, saj Python poznamo, ne bom to šel v detajle. Ok, torej, v najslabšem primeru, to je, ko je N praštevilo, to je najslabši primer,
ta while loop bo šel od 2, 3, 4 in tako naprej do n. In na koncu bo rekel, ki ga ne bo najdel, delitelja, bo rekel praštevilo, prišel čez vse. Okay? Njegova časovna zahtevnost je enaka n logaritem kvadrat n. Ta logaritem kvadrat n pride iz tega, da zmnožek ali pa da ugotovimo, da je neko število deljivo, torej zmnožek dveh števil ali pa ugotovitev kvocient pa ostanek dveh števil je z dolgim množenjem, recimo to, kar poznamo iz osnovne šole, se da narediti v polinomskem času, to je logaritem kvadratne. Obstajajo boljši algoritmi, za ugotovitelj je polinomski ali ne, ne rabimo, ga imamo, ampak ta n je pa problem, ta n je problem, to pol ni, ne bo šlo. Zdaj, to tudi vemo, mogoče to je pol že malo bolj advanced osnovna šola, da lahko while gremo samo do kvadratnega korena n. Ok, potem vidimo, da v najslabšem primeru ta n se bo popravil na kvadratni koren in n, pa reči, to je pa super, kvadratni koren, korenska funkcija je manjša kot linearna, ampak v tem primeru to ne bo šlo, vseeno in ni polinomski. Zdaj, nekdo bi pa rekel, ok, lahko gremo pa samo poprašati, zdaj v najboljšem primeru, da nam dajo vnaprej vsa praštevila, da vemo, ki ne presegajo števila kvadratnih korenjev. V praksi to za velike n-je nimamo, ampak recimo, ok, nekdo nam to da. Vseeno, algoritem časovna zahtevnost kvadratni koren ne bo ostal, v logaritmu izgubimo 2, pa pride na 1. Torej, tukaj smo naredili samo logaritemski improvement, ne pa na tem členu. Tudi ta metoda, ki bi rekli najbolj taka, ne bo šlo. Ok, pa moramo pa najti nekaj drugega, ki bi to delovalo. In izkaže se, da naslednja taka metoda, ki dejansko se jo da pa popol popraviti, bolj resna metoda, pride pa v Fermatjevem izreku, to je pa tam 15. stoletje. No, imamo pa to. Fermat je pokazal, ali pa vsaj napisal v enem pismu, Fermat je znan po tem, da je veliko svojih trditev napisal v pismih svojim matematičnim prijateljem, pa nekaj dosti dokazal, so pol drugi, tako da zdaj se te ne spomnim, mogoče, da je to pol Euler je prvi to pokazal. Če je p praštevilo, pa a naravno število, pa p ne deli a, pol imamo to kongruenco. To poznamo, iz tekmovanj smo to imeli. Dokaz je enostaven v smislu, vzamemo malo binomski izrek, pa pogledamo deljivost, torej nekaj, pa indukcija. To je spet dober, tak lep primer matematične indukcije. Pa uporaba binomskega izreka. To je nekaj za krožek v 4. letniku gimnazije. Ok, dobro, ta izrek imamo. Zdaj, kako bi to uporabil, ta izrek za test praštevilskosti? Ok, tlele imamo, zdaj v Pythonu napisan program, zdaj tlele sem dal Pythonovo knjižnico SymPy za simbolno matematiko, kaj pa zdaj vidimo tukaj? Tukaj vidimo, da v vrstici 5 je parameter a izbran psevdo-naključno, to je psevdo, to je kaj računalnik naključno, v to se ne bom spuščal, ampak recimo matematično ne bi bilo to naključno, vse je uniformly distributed. V množici od 1 do n-1, ok? V vrstici 6 pogledamo, ali je največji skupni delitelj med a pa n ena ali ne, torej ali sta a pa n tuja ali pa ne. To se da narediti v polinomskem času, Evklidov algoritem, Lamejev izrek, to je nekaj, kar je že znano dosti časa, in to je ta funkcija v Pythonu. Ok, zdaj, tukaj se pa začne zanimivost, v vrstici 9 izraz tole, pomeni, da izračunamo a na n-1 po modulu n in preverimo, ali je 1 ali pa ne. To je to, kar zdaj rabimo tle. Zakaj to rabimo? Zaradi tega izreka. Ja, to vidimo idejo zadaj.
Ok, zdaj, nekdo bi rekel, tlele se pa lahko zaplete, ne? A to lahko naredimo v polinomskem času ali ne? Zdaj, standardno bi bilo, tako kot bi rekli, ne, v osnovni šoli, ko moramo zračunati eksponent, ne, pa vzamemo, ne, recimo 2 na 3, ne, 2 na 4 krat 2, pa še enkrat krat 2, krat 2 in tako naprej, ne, in to n-krat, če je n eksponent. To ne bo šlo, ne? To ne bo šlo, ker to bo spet časovna zahtevnost bo imela n tam, ne? To ne bo šlo. Lahko pa to naredimo z metodo eksponentiranja z kvadriranjem, to bi pa pol šlo, tako da metoda bi bila, da eksponent, recimo tle je n minus 1, zapišemo v binomskem v dvojiškem sistemu, ne? Pol pa zračunamo, ne? Recimo, to je zdaj, recimo, da imamo a, ne? A, pa pol zračunamo a na kvadrat kot a krat a, pa naredimo vsakič modul n. To je zelo pomembno, da vsakič naredimo modul n. Ne? To je, da je moj novo število a krat a po modulu n manjše kot n. Ne? To je vse ne bo večje kot n. Ok, imamo a na kvadrat. Pol rabimo ne a na 3, ampak a na 4. Pa damo a na kvadrat, pa dobimo a na 4. Pol rabimo a na 8, a na 4 na kvadrat, pa dobimo a na 8, pa vsakič modulo n, tako da za vse te korake, za vsak korak bomo z osnovnim računanjem, torej pisnem množenju, porabili logaritem kvadrat n operacij. Koliko operacij pa imamo zdaj? Jih nimamo n, ne? Ampak jih imamo logaritem od n, zato ker imamo dvojiški sistem. Ne? Torej vsega skupaj z tako osnovno enostavno metodo log na 3, pa je polinomski. Ne? Je dober algoritem, tako da ja, to se da narediti. Zdaj, ta funkcija dela nekaj podobnega, uporablja malo boljše, kar sem zdaj povedal, ampak ideja zadaj je pa podobna. Ne? Ok, tako da to vidimo, ta algoritem bo v polinomskem času. Zdaj, ali je zdaj to dober, ne? Kar tlele piše, zdaj, da je res randomiziran, tukaj piše, kaj to pomeni randomiziran algoritem. To je zdaj tak, randomiziran ta je, ker tukaj, zakaj je randomiziran, tukaj je izbran psevdonaključno v tej množici. Torej, za vsakeč, ko naredimo, ko ga poženemo, ta program še enkrat, pa še enkrat, pa še enkrat, a ne bo vedno isti, Ni nujno, da je zmeraj isti, tako da na koncu lahko dobimo drug rezultat. Tlele imamo 2 outputa, iz composite ali pa probably prime. Tako da če enkrat poženemo, pa dobimo nekaj, lahko ko drugič poženemo, lahko dobimo drug rezultat, ki se to lahko spremeni z a-jem. To je že randomiziran algoritem. Zdaj, pomemben podrazred se imenuje Monte Carlo algoritmi, izhod je lahko yes, ne rečemo, probably not. To je v tem primeru yes bi bil iz composite, ko algoritem reče iz composite, pol vemo, da je sestavljeno. Lahko pa reče, probably not, kar pomeni probably not od composite je probably prime. To pa zdaj mogoče, ja. Pa poleg tega velja pa še naslednje, to je, kar sem rekel, če vrne yes, potem je vhod pozitiven primerek, v našem primeru pozitiven primerek bi bil sestavljeno število. Obstaja pa realno število p, med nič pa 1 pa ne nič, da za vsak pozitiven primerek algoritem poda pravilen yes odgovor z verjetnostjo vsaj p. Torej, da če je število sestavljeno, če je input sestavljeno število, da pol z verjetnostjo p, ki je večje od nič, mi vrne, da je sestavljeno. Ok. Zdaj, analiza prejšnjega algoritma. Torej, če je n prav število, potem algoritem vrne n iz probably prime, kar je posledica Fermatjevega izreka. Tukaj to preverimo. Če je n prav število, po Fermatjevem izreku to velja, tega seveda ni,
ki pač nista tuji, ki sta tuji, in to bo pol probably prime prišlo ven. Okay? Zdaj, če pa algoritem vrne N iz kompozit, potem imamo to ali to, tudi po algoritmu, za pač neki A, ki ga algoritem naključno zbere, torej je v tem primeru N res sestavljeno število. V obeh primerih N mora biti sestavljeno. Ok, torej, Fermat test je randomiziran algoritem, yes pomeni N iz kompozit, pozitiven primer je sestavljeno število, torej imamo, da ta algoritem je kandidat za Monte Carlo algoritem za odločitveni problem sestavljena števila, ne za praštevila, za sestavljena. V teh randomiziranih algoritmih, torej dejansko bi mogli to klicati ne primality testing, ne testi praštevilskosti, ampak testi sestavljenosti. Ampak pač tako je prišlo, tako pač zdaj govorimo, ampak bolj je podločitven problem sestavljena števila. Uradno tako pač, strogo gledano. Ok, zdaj pa vprašanje pa je, zdaj tle sem naredil kandidat. Recimo, da je N sestavljeno liho število, ali bo algoritem vrnil N iz kompozit. Ne vedno. Zdaj, če algoritem zbere A je 1 ali pa N minus 1, kar lahko, pač v algoritmu te dve možnosti sta možni, pol bo odgovor N iz probably prime, ker pač to velja, ja. Čeprav te dva števila nista, ni nujno, mislim, da je recimo sestavljeno, torej ni prime. Ok, če odstavimo te dve možnosti, pa recimo, ok, kaj pa med 2 pa N minus 2, tudi ne, recimo to je en primer, algoritem bo rekel probably prime za število 15, ki očitno ni praštevilo. Okay? Zdaj, tle imamo tako definicijo, to je znano, da sestavljeno število N je Fermajevo psevdo praštevilo k osnovi A, če velja ta kongruenca. Torej, da nam pokvari, da ni praštevilo, je pa blizu praštevila v smislu Fermajevega malega izreka. Ok, po prejšnjem primeru vidimo 15 je Fermajevo psevdo praštevilo k osnovi 11, da se pa pokazati, da jih je neskončno mnogo, to ni tako težko, tudi kakšni te izreki o gostoti obstajajo. Ok, zdaj pa tle pa pride malo teorija grup, pa z uporabo grup se za to množico, ker ta množica je dejansko, lahko naredimo strukturo grupe, z modulsko aritmetiko, pa vidimo, da lahko dobimo to trditev. Torej, če za dano sestavljeno število N obstaja A med 1 pa N minus 1, tako da je A pa N sta tuji, tuji števili, pa to ni res. Torej, da je A N na minus 1 ni kongruentno 1 modulo N, potem je verjetnost, da najdemo tak A vsaj 1/2. Ok, torej, to se pokaže z, recimo, Lagranževim izrekom, to pride ven. Ok, torej, če A iz prejšnje trditve vedno obstaja, torej, tle smo rekli, to je pogoj, če obstaja, bo Fermat test učinkovit Monte Carlo algoritem s probability 1/2, to pride od tega, za odločitven problem sestavljena števila. Pa je kot, pa imamo tak dober probabilističen algoritem. Pa ne bo šlo, recimo Carl Michael je pokazal, da obstajajo sestavljena števila, ki so Fermajeva psevdopraštevila po ljubni osnovi A. Torej, recimo, tako je najmanjše, 561, ta bo vedno med A1 pa 560, katerokoli A vzamem, to bo vedno psevdopraštevilo. Tako da to, da bi obstajalo, ni nujno, imamo taka števila. In še hujša, leta 1994 pa je bilo pokazanih, da obstajajo, celo neskončno jih je. In od tega rezultata dalje imamo take gostote, sicer jih je zelo, zelo malo, redki, gostota pokaže, da so redka taka števila, ampak jih je neskončno. Tako da ne moramo pol reči, pač ne moramo pač klejmati, da je to učinkovit Monte Carlo algoritem. Ni. Tako da zdaj moramo malo popraviti. Zdaj,
Dobro, to je bilo z Fermajem. Zdaj, malo tako za stran, dejansko prvi test praštevil, to je prvi probabilističen Monte Carlo algoritem, ki dejansko deluje, sta popodala Solovej pa Strassen, ne na podlagi tega Fermaja. To je bilo poznano, ampak zdaj ona dva sta pa šla bolj na kvadratne ostanke študirati. Zdaj, tukaj imamo nekaj definicij, to je iz elementarne teorije števil, to je Legendrov simbol, to je tlele, da imamo ta enačba, kvadratna kongruenca je vešljiva, to seveda pomeni x je celo število, ko imamo kongruence zmej, kar hočemo rešiti je v celih številih. Ok, pol posplošitev tega, tu se tudi reče v prvem, da je A je kvadratni ostanek po P-ju. Zdaj, tole je pa posplošitev, ker tlele imamo samo liha praštevila, zdaj pa če vzamemo, da je neko liho število, ni nujno praštevilo s prefaktorizacijo, pol pa razširimo Legendrov simbol do Jakobija. Torej, zdaj imamo to. Zdaj, kaj bi si s tem pomagal? To je bilo, lastnosti so zelo lepe. To je Eulerjev kriterij, če je P liho praštevilo, pa A pa P sta si tuja, potem dejansko lahko zračunamo Legendrov simbol AP kot neko kongruenco. To ima povezavo z Fermajem. No, vsaj nekaj. To sledi iz Fermaja. Ni direktna posledica, se pa uporabi v dokazu. Zdaj, druga stvar z Jakobijem je, če imamo A krat B, torej recimo, da v dobrem primeru bi imeli prafaktorizacijo, pol se tudi naredi faktorizacija na Jakobijev simbol. Pa, če sta A pa B kongruentna modulo P, sta Jakobijeva simbola enaka. Tukaj imamo še za posebne A-je, če je A negativen, -1, pa A2, lahko dejansko zelo hitro zračunamo to. Samo ugotoviti moramo te kongruence tukaj. Četrta lastnost je pa znameniti zakon kvadratne recipročnosti. Domnevan je bil v primeru, da sta P pa Q lihi praštevili že od Legendra. Neki delni dokazi so obstajali že prej, že pred Legendrom, že Euler je to imel, samo prvi rigorozen dokaz je pa Gauss podal, tako da to je zdaj tudi, in Gauss je podal več dokazov tega izreka. To je, če rečemo, nek tak kronski izrek elementarne teorije števil, od teh najbolj znanih, eden od teh je tudi zakon kvadratne recipročnosti. Ok, zdaj, kako bi zdaj to uporabili? Te lastnosti za izračun Legendrovega ali pa Jakobijevega simbola, dejansko te lastnosti lahko uporabimo, da PQ lahko izračunamo v polinomskem času. Dejansko je zelo podobno Evklidovemu algoritmu. Samo P pa Q morata biti liha, tako da vsakič damo, če je sodo, moramo ven pobrati potence števila 2, to lahko naredimo v polinomskem času, in pol s temi potencami števila 2 uporabimo tukaj, ta izrek, pa seveda to, torej če je tu 2 na nekaj, lahko damo ta na nekaj ven, eksponent. In tako pa pol po Evklidovem, podobno kot Evklidov algoritem, zaradi tega tukaj, da ostanke poračunamo. Ok, da se pokazati, časovna zahtevnost je tudi polinomska. Zdaj, Solovej pa Strassen sta pa leta 1977 pol objavila tak algoritem. Zdaj, tlele, tukaj smo, to že poznamo, kaj je. To je A na n-1 deljeno z 2. Tukaj uporabil v Pythonu lahko Jakobijev simbol, je že noter funkcija vpisana, samo pač obstaja učinkovit algoritem, samo ga ni treba pisati, ga imamo že noter. Pol pa tlele pa preverimo, zdaj, ali sta si, to je kaj tle uporabimo,
tle uporabimo, če je bilo prej na Fermatjevem testu, Fermatjev izrek tisto glavno, da če je n praštevilo, da bo res mi rekel probably prime, je zdaj v tem primeru glavno teoretično orodje za ta, ali je probably prime ali pa ne, je Eulerjev kriterij. To je to zvezo preverjamo tukaj, na tem mestu. Torej, če to ne velja, pol vemo, če to velja, nista si tuji števili, torej bo kompozita. To, če tega ni, pol je kompozit. Če je n praštevilo, te dve nista izpolnjeni. Torej, to ni res in to ni res, torej bo rekel probably prime. Videti je pa tudi, da je pol časovna zahtevnost algoritma iz serije se da pokazati, da je v polinomskem času. Tudi 3n. Zdaj, to je zdaj, kar sem zdaj prej povedal, je se vidi dober kandidat. Tako kot v primeru Fermata, nekako deluje. Zdaj moramo pa, kar je pa važno, kar je pa res tisto glavno, pokazati, da je Monte Carlo. Torej, da je verjetnost večja kot nič in to vedno. Zdaj, to pa pol sledi to je tu sta Solovej pa Strassen, ona dva sta pa pokazala ta izrek, torej, če je n liho sestavljeno naravno število, potem obstaja tak A v tej množici, da je A pa n tuj, pa da to ne velja. V Fermatjevem caseu smo imeli, če obstaja, pol lahko nekaj povemo. V tem primeru pa imamo izrek, vedno obstaja, da tole ne velja. To je super, zato ker posledica, kar gre tudi preko teorije grup, pa vidimo, da je ta množica, ta, ki jo študiramo, ima gostota, število elementov v tej množici je phi n, to je število tistih, ki so tuja številu n, da je gostota manjša kot 1/2. To je naš probability, naša verjetnost bo res 1/2. To pa pol je. To dejansko ni težko pokazati, recimo na našem kursu smo to pokazali, to ni tako grozno težko. Torej zdaj imamo preko tega, da to je Monte Carlo algoritem z verjetnostjo 1/2. Krasno. In to, kolikor mi je meni znano, je prvi učinkovit Monte Carlo algoritem in sploh prvi algoritem, ki v nekem doglednem času sploh zna povedati z dostojno verjetnostjo, ali je neko število praštevilo ali ni, ki ga testiram. Sam največ tega niste slišali, vsi poznamo Miller-Rabinov algoritem. To je bilo pa kasneje narejeno. Razloga, zakaj jih danes Solovej Strassena ne uporabljamo, ampak zaradi zgodovinskih razlogov je potrebno ga omeniti, je, da ta algoritem, ki ga bom pol pokazal, ki pa temelji na, to je tle lahko zdaj dama, ta pa temelji direktno na Fermatu. To je ona dva, to je sta neodvisno, sta dejansko popravila Fermatov pristop in dejansko pol dobila učinkovit Monte Carlo algoritem. Zdaj pa prvič, pokazala sta, da verjetnost je 3/4, kar je več kot 1/2. Torej, verjetnost je boljša, torej v tem primeru algoritem je avtomatično teoretično boljši. Drugič pa je, da kljub temu, da je časovna zahtevnost algoritma enaka kot Solovej Strassen, vseeno Jakobjevega simbola ni treba računati. In Jakobjev simbol je v praksi komputacijsko zahteven, čeprav je O log kvadrat n, ampak tega pa ne rabimo. Tako da v praksi ta njihov algoritem je hitrejši. Zato ga uporabljamo še danes. Ne pa Solovej Strassen. Čeprav konceptualno je pa Solovej Strassen lažji. Kot sem rekel, recimo to,
Ok, ta izrek tlele, Millerjev, ni težko pokazati, ne? To je kitajski izrek o ostankih. To je težko, ne? Tale izrek je pa težek. Pač tlele 3/4, recimo na predavanju, ki sem ga imel, smo naredili dokaz za 1/2. Torej za 1/2, kar pomeni pol P je 1/2, je še kar enostavno, vseeno manj enostavno kot Solovej-Strassen, 3/4 je pa kar komplicirano, tako da, ja. Ampak je podoben pristop. Torej, če smo imeli tukaj množico, ne, torej testiramo naš Eulerjev kriterij, je tlele testiramo nek kriterij, ki je podoben Fermaju. Zakaj testiramo to? Zato, ker je ta izrek nam poda. Ne. Torej, zdaj, ok, bom pokazal algoritem. Algoritem je malce bolj zapleten, ne. To je tlele v tem algoritmu. Prvi del, ta zanka poskrbi, ne, da zapišemo naše število n-1 v tej obliki. Torej, spet, da damo potence števila 2 ven, ne, pa da pol dobimo d, ki je lih. Ne. To je to, da dobimo d pa l, je tlele. Okay? Pol tukaj vse to je pa pol preveritev teh dveh zahtev. Ne. Ali to velja, ali pa to. In seveda tle spet, ne, potenciranje na kvadrat lahko to naredimo. Zdaj tu lahko na kvadrat damo, zato ker imamo l-1, torej to je ta zanka, ne, tukaj. To je ta prvi del, ne, tale se preverja tukaj. Ne. Zdaj, če to ni res, ne, pol gremo sem, da še to preverimo, ta del se preverja tukaj. Ne? In zdaj ta for I in range L, lahko bi rekli, sem tlele, pa zdaj gremo I, ne, gre od 1 do L-1. Ne? Zdaj, pol je časovna zahtevnost nekaj krat L, kar je bilo prej recimo N krat logaritem kvadrat, N pa ni bilo dobro. Ampak L, kaj je L? L je eksponent od 2 na L, to pa vemo, da L je največ možno logaritem N. Oziroma logaritem n-1, zgornja meja je logaritem n, pa je v redu, super. Torej tudi ta zanka tu deluje v časovni zahtevnosti log od inputa, tako da gre čez. In zahtevnost se da pokazati logaritem 3n na 3n, kar je isto kot Solovej-Strassen, vendar v praksi je ta algoritem hitrejši, čeprav je videti več, ampak Jacobijev simbol naredi svoje, ne. Ok, dobro, zdaj tlele bom hiter bil, bom kmalu končal, ja. Zdaj, videli smo zdaj dva taka algoritma, ta je še zdaj aktualen, ne. Pa tudi rekel sem, ne, če imamo neko število, pa dobimo ven iz kompozit, smo končali, ni prav število. Tudi s temi algoritmi, ne, s temi algoritmi. Če dobimo probably prime, kaj zdaj narediti, ne? Dajmo še enkrat ga zagnati na istem številu, ne? Pa recimo, da dobimo probably prime. Dvakrat smo dobili, ok. Videti bi bilo, pa še enkrat, zdaj lahko se zgodi, da dobimo kompozit, ne? Pol smo naredili, je kompozit, je sestavljeno. Lahko pa to ponavljamo 10-krat, 20-krat, 30-krat, pa vsakič dobimo na istem številu probably prime. Kaj zdaj lahko rečemo? Zdaj, lahko rečemo, ok, najbrž je to pravo število. Zdaj, kako bi to dejansko povedali s teorijo verjetnosti, je pa tu, ne? Torej zdaj, v praksi rečemo, ga 50-krat zavrtimo, pa dobimo vsakič probably prime, pa rečemo, velika verjetnost je, zelo blizu 1, to bo pravo število. Dejansko, kar lahko povemo, ne, je, da s pogojno verjetnostjo, da če rečemo, da je to, ne, to dogodek, da število opravi test vseh ciklov, recimo, kar je 50, to je 50-krat, vsak cikl mi da probably prime. To pomeni, to je ta dogodek, ne. Zdaj, P, ne, samo P tlele je pa dogodek, da je naključno izbrano število, ki ga testiramo,
iz podmnožice nekega naravnih števil praštevilo. Tle se zdaj malo zakomplicira, ne? Zdaj, v praksi to, ok, ja. Ampak matematično, recimo, da zdaj vzamemo n, rečemo 10 na 500, ne? Pa m 2x10 na 500, ne? To je zdaj vzamemo 500-mestno naravno število, random, ne, ven, pa da je to praštevilo. Zdaj, kaj zdaj rabimo? Zanima nas pa to. To je verjetnost, da je testirano število praštevilo, ko je Miller-Rabinov ali pa katerikoli test, recimo Solovej-Strassen, že vrnil n iz probably prime vseh k-ciklov. To je to lahko ocenimo. In zdaj po Bayesovi formuli, pol malo to poračunamo in tako naprej, vidimo, da je spodnja ocena za to probability, je tukaj podana. Tako da, zdaj, tlele imamo nekaj s praštevili, seveda, ker tole pomeni število praštevil v tem intervalu. Zdaj, kako bi to lahko poenostavili? Saj kot sem rekel, zdaj, če tlele vzamemo, recimo, da imamo m je 2 x n, torej vzamemo število med n pa 2n, zdaj, tisti iz tekmovanj, pa to veste, tu bo zmeraj praštevilo, temu se reče tudi Bertrandov postulat, ampak danes v našem času, vemo celo, da je pi d po 2n minus pi od n se da oceniti kot 3n deljeno s 5 log n. Za n tlele recimo n je večje ali enako 21, rečemo. To je tlele spodnja meja, to je, to imamo. Zdaj tukaj, tlele imamo n, tukaj imamo n, 2n minus n je n, pa imamo pol n deljeno s temle, je, kaj imamo, imamo, da je to manjše ali enako kot 5 log n deljeno z, to je tlele krat n deljeno s 3n, pa n gre stran, pa pol minus pomeni, da damo tle minus, pa tlele je pol večje ali enako minusa, ok? Pa krat ta člen. Torej, ta člen z n-jem, sicer raste, ampak počasi je logaritemski, ok? Ampak n je tako fiksno, recimo, da tlele vzamemo v praksi, n naj bo 10 na 500, Zdaj, to bo pol 500 krat logaritem 10, recimo nekje 1000, kaj. Ok, ta člen, tle je pomemben, to je ta verjetnost, Solovej-Strassen tle lahko vzamemo 1/2. Zdaj, zakaj 3/4 je boljše, ker bližje, ko si enki, to je manjše, in ko damo k, recimo 50, je to izredno majhno število, To bo zelo majhno število, ta logaritem n, ok, s 1000, 1000 krat nekaj zelo majhnega, to bo zelo majhno. Torej, ko k raste, lahko zmeraj tole spravimo poljubno blizu enke. Kar pa pomeni, ven lahko rečemo, ok, če naredimo 50 krat, lahko rečemo verjetnost, da je to število, ki ga testiramo, res praštevilo, z verjetnostjo vsaj 0,99999, koliko pač to število tukaj je. To lahko povemo. Zdaj, ja, kaj več pa ne bo šlo. Ampak ponovno, če hočemo biti eksaktni, rabimo neko eksplicitno oceno v teoriji števil. Ne samo po praštevilskem izreku, vemo, to bo asimptotično n log n. Sem ta asimptotičnost, ne vemo za kakšen n, kakšne so konstante tu, tako, zdaj tu rabimo točno. To je zdaj primer uporabe eksplicitne teorije števil za teoretično teorijo števil. To je nekaj, kar jaz tudi delam. Zdaj, zakaj v našem raziskovanju danes rabimo ocene, ki niso samo teoretične, to je, da vemo, obstaja epsilon večje od nič, bla, 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 1 plus epsilon, da je nekaj manjše, bla, 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 za dovolj velik n, da vemo, kakšen dovolj velik n. Da točno vemo, kakšne so konstante spredaj, je pomembno, recimo, to je en od takih primerov. Zdaj, tle je bil kar velik interval,
Zdaj v praksi bi rabili recimo n interval pa n plus 10/3 recimo. Ne? To so pa zelo težki problemi. Ne? Torej, da rečemo, kakšne so, koliko je števil v short interval, se reče, v majhnih intervalih, to je pa zelo težko, ne, povedati take zelo težke metode. V tem primeru, ko vzamemo pa 2n, je pa, vse vidite, smo ga ravno kar naredili. Ne. Ampak to bi bilo pa še boljše. Tako da v praksi, dejansko v praksi lahko rečemo, kako naredimo ta algoritem, zberemo n10/500, ne, pa naredimo seznam, da gre algoritem za vsako število +1, +2 do recimo +1000, to je 1000-krat, to je zelo malo, ne? In ko vidimo probably prime, vzamemo tisto število ven, testiramo recimo 50-krat, če v zmeji dobimo probably prime, pol lahko rečemo tako malo bolj domače, ne, da bo to število z veliko verjetnostjo praštevilo, pa ga imamo. Ne. In to tako dejansko ljudje pol iščejo za RSA kriptosistem, tista dva velika praštevila, dejansko s takim postopkom. Ok, za konec, ne, vprašanje, zdaj so to randomizirani algoritmi. Kaj pa, a obstaja determinističen, da dejansko jaz lahko rečem 100% to število je praštevilo. Ja, in to je pa rezultat, ki je bil pa pokazan 2004. Ne, v Annalsu je bil ta članek, da obstaja. In človek bi rekel, ta dokaz mora biti pa peklenski, grozno težek. Pa dejansko dokaz ga je možno predstaviti zelo dobremu srednješolcu. To je bilo narejeno tak poizkus, da so ta dva avtorja, Rempe-Guillen in Waldecker, sta na matematični poletni šoli, kot pri nas, ko imamo Mars, v Nemčiji je pa tudi nekaj podobnega, sta v enem tednu predstavila dokaz in je šlo čez. Torej, ljudje, mislim, dijaki, tisti, so ga lahko absorbirali. Gre pa, ideja je pa, tako je prišlo na hitro, temelji na Fermaju. Samo Fermat pa Miller-Rabin smo delali osnovni Fermat s števili, samo števili, kongruence števili. Ideja je spraviti to na polinome. Torej, ne samo a na n-1 kongruentno 1, ampak dejansko študirati take stvari, kot so recimo x plus a na n kongruentno x plus a modulo n, kjer je to kot polinomska funkcija. In pol ne samo modulo n, ampak tudi modulo nek polinom nižje stopnje. To je kongruence z ostanki po polinomih. Študiranjem tega, se pa pol te trije avtorji so pokazali, da s tako uporabo, ki začetek dejansko to, da to velja, če je a pa n tuje natanko tedaj, ko je n praštevilo, natanko tedaj, ker v Fermaju tega nismo imeli, se da, to je bila ena od mojih domačih nalog pri predmetu. Ko to delamo naprej, pa razvijamo teorijo, te tri avtorji so to uspeli pokazati, da z takim postopkom pa obstaja deterministični algoritem v polinomski časovni zahtevnosti. Nažalost je slabša kot Miller-Rabin ali pa Solovej-Strassen. Tukaj je 6, tu je plus epsilon, to pozabimo, ampak 6 je tle. In konstante pred, ko je delamo s polinomi, ne samo z navadnimi števili, je v praksi izredno počasen, zato, čeprav imamo teoretično determinističen algoritem, za RSA prepočasen, zato uporabljamo Miller-Rabin še vedno. Ampak, ja, je pa. Tako da, če koga pa pol zanima izrek, dokaz,
ta knjiga tukaj, ki je nastala po teh poletnem predavanju, jo priporočam. Tako da tu noter boste našli, dejansko knjiga se začne, kar sem povedal, z kongruence. Torej, knjiga se lahko uporabi tudi kot za teorijo števil z poudarkom, da na koncu kursa bomo dokazali ta izrek. Tako da začne res z osnovnimi rezultati in pol pripelje do konca. Ok, to je zdaj tlele sem končal in ne vem, to zdaj ne dela več. Ok, to je hvala za pozornost.